Kdo je? Pa kdo je? Pa kaj tematiziraš tukaj noter? Ok, si sam ti. Ja, nič, tle sem prišel malo v naravo, veš, se sprostiti, tako, kjer ni nobenega, sred ničesar, veš, malo nirvano doživeti. Ja, Luka, ti imaš preveč domišljije. Ma kakšna domišljija neki, no? Lej, to so dejstva, lej, jaz sem tle v šotoru, sred ničesar, v divjini, sam s to piščalko. Ja, veš, kakšna so dejstva, da si v šotoru na vrtu, zraven bajte in polno hiše še okrog, tako da meni ta situacija malo smešna. Lej, priznaj, da je čez les biti v šotoru na vrtu. Ja, ok, to ti misliš, ampak jaz sem lih kar predstavil en vzdržljivostni test, veš? Bravo, Luka, že 15 minut si tukaj v šotoru. Super, res si. Bravo. Sem kerlica, ne, hvala, Ja, vem, ja. čist, čeprav s tole piščalko bilo bi pa veš, deček s piščalko. Veš kaj, to sam ti praviš, ne? Ker ta piščalka je bila moja edina rešitev, edina svetla točka, veš, bilka v tej težki preizkušnji. Škoda, da nisi imel koncertnega klavirja zraven, veš, pa bila dobesedno težka preizkušnja. Ti kar bot nesramna, ampak jaz sem zdaj začutil, veš, to povezano z lesom. A res? A pol si ta cirkus ganjal sam zato, da bi se lahko povezal z lesom? Seveda, a ni očiten, no, lej, in narava mi to ljubezen vrača. To je konzolna krožna žaga, grob material se nareže na manjše kose z nadmero. Torej, v Sloveniji obstaja zdaj trenutno kar bi lahko rekla 10 lokacij, kjer se lahko izobražujejo za ta poklic. Namreč je kar pogosto posejano po Sloveniji, vendar lahko rečem, da se z tem problemom vpisa srečujejo praktično vse šole po malem. No, ampak nekako tudi pri nas recimo opažamo, da se nekako ta zadeva stabilizira. Ker namreč možnost nadaljevanja šolanja je potegnila marsikaterega fanta tudi v šolo. To je poravnalni skobalni stroj, na tem les poravnamo, rob damo v pravi kot, zaradi tega, da so ravne plošče. Lej, kjer nabiralnike. Lej, to bi pa tudi rabil za orodje. Kaj da imam jaz kaj orodja. Sam res. Lej, koliko lušna šahovnica na pručki. Pa v Marta. Še predalma. Dober dan. Dober dan. Jaz sem Mira. Ja, Stane, Lemot. Zdravo, Luka. Živo. Veste, kaj mene zanima? A večina mizarjev se šola takole na šoli ali gre bolj za prenos znanja iz mojstra na vajenca? Ja, potekata oba načina izobraževanja in sicer v prvem delu se dijaki nekako teoretično in praktično izobražijo v šoli, potem pa nadgradijo ta znanja pri delodajalcu. Kakšen človek je pa potreben za mizarje, recimo, kakšne kvalitete mora imeti? Ja, natančnost je pričakovana, ne. Potem prostorska predstava, ker vidimo, da so vsi te izdelki nekako izdelani v prostoru, in pa barvna slepota ni ravno zaželjena. Zakaj pa to ne? Ja, ker les ima svojo barvo, teksturo in to je treba ločiti, ne. Ker različne vrste lesa imajo verjetno različno barvo, ne? Tako, različne vrste lesa imajo različno barvo in če to ne ločimo, potem lahko dve različne vrste lesa skupaj damo na izdelek. Koliko časa pa šolanje traja oziroma kako izgleda? Šolanje traja 3 leta. V prvem letniku nekako se dijaki spoznajo z ročno obdelavo, nekaj tudi strojne obdelave. Potem pa to jasno nadgradijo pri delodajalcu. V drugem letniku nekako spoznajo te naše plošče in potem stavbno pohištvo, to se pravi, to so okna, vrata,
V tretjem letniku pa se vse nekako navezuje na zaključni izdelek. Koliko je pa tukaj vse skupaj praktičnega dela? Ja, če pogledamo praktični del izobraževanja v šoli, je nekako 300 ur v vsakem letniku, ravno tako pa isto število ur pri delodajalcu. Največja mizarska središča na Slovenskem so bila v Solkanu, Šentvidu in na Vižmarjih. Šentviška občina, na primer, je imela v začetku 19. stoletja med 5000 prebivalci kar 55 mizarjev. Ti so svoje izdelke prodali tudi trgovcem v Ljubljani, Zagrebu, Innsbrucku in Meranu. Medtem pa so solkanski mojstri razvili vrhunsko izdelavo razljanih detajlov, različne politure in druge tehnike okraševanja pohištva. To je debelinski skobalni stroj. Na tem stroju dajemo les, obdelovance na debelino, naredi vzporedno z spodnjim robom. Če je spodnji rob raven, je gore ravno, če pa drugače pa tudi. To je stol, če slučajno ne veš. Ne, to ni stol. To je Rex, neke vrste fotelj v bistvu. Zakaj ga pa pol tako bulaš, če to že veš? Zato, ker me zanima, kako je to narejeno, veš. Enkrat bi tudi jaz rad znal nekaj takega narediti. Na, Luka, preveč si domišljaš, veš kaj, tale stol je oblikoval Niko Kralj. In sicer je to oblikovalski mizarski presežek, ker je on patentiral prostorsko krivljeno vezano ploščo. Tega prej noben ni znal. Ja, ampak zdaj pa danes to znajo, a ne? Ja, sej v podjetju Impacta Les ga še vedno proizvajajo. A še vedno? Ampak a ni bil ta stol prvič narejen leta 1964? Ne, 1954, sam bal, da ga še vedno danes delajo. Pa si greva kar pogledat to? Če hočeš? Ja. Greva.